Dober dan. Živijo. Včerajšnje sporočilo zelo zanimivo, pomenljivo, namreč, da vlada prekinja pogodbene obveznosti povezane s financiranjem Slovenske tiskovne agencije, kar tako prevedeno v nek drug jezik pomeni, da skuša vlada Slovensko tiskovno agencijo finančno izstradati. Razlog, kot se zdi, je med drugim ta, da je odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije se podpisala pod skupni apel odgovornih urednikov slovenskih medijev z zagotovilom javnosti, da se slovenski mediji ne bodo pustili ustrahovati. In kot kaže, je prišlo do povračilnih ukrepov na točki, kjer vlada ima dostop do teh povračilnih ukrepov. Kako ti sam razumeš napoved, da vlada prekinja financiranje Slovenske tiskovne agencije? Ja, se pravi, to je politično korektno izražanje, če rečemo, da je vlada tista, ki je to storila. V resnici je to storil predsednik vlade, ker on edini odloča. Se pravi, mi nimamo vlade, ki bi bila sposobna prevzemati modre, pametne odločitve, niti v zadevah, ki so popolnoma samoumevne in pa obstranskega pomena, glede na tiste odločitve, ki jih zahteva zdaj recimo neka težka gospodarska situacija ali karkoli. Vse tisto, kar je v državi postavljeno bilo kot stabilno, kot stalno, kot smiselno, se na dnevni bazi postavlja pod vprašaj, v isti sapi se pa trdi, da moramo vladi pustiti, da se zdaj ukvarja z težkimi razmerami okrog COVID-19. To je dokaz, da to ni res, da se dejansko izredna stanja vzpostavlja vlada, ali če smo natančnejši, tako kot sem rekel, pravzaprav predsednik vlade. Česar ob tej zadevi ne razumem, je predvsem to, kako to, da koalicijski partnerji takega predsednika vlade na tak ali pa drugačen način postavljajo pod vprašaj. Se pravi, zakaj ga zelo jasno ne pokličejo na odgovornost, koalicijsko odgovornost, pač v luči tega, da se ne samo sprehaja po robu ustavnosti, pa ustavnih samoumevnosti, ampak dejansko krepko čez rob. In to počne tako rekoč nenehoma. Se pravi, ne gre za neko ločeno dejanje, v katerem pride do nesporazuma, potem se pa ta nesporazum poglablja do točke, da reče v redu, obljubimo si mu, da takih ali tovrstnih dejanj ne bomo več počeli in gremo naprej, pa izogibajmo se konfliktom. Če bi zdaj naredila nek števec, sem skoraj prepričan, da bi pri našem predsedniku vlade lahko našli vsaj en iracionalen in popolnoma predrzan in protiustaven konflikt na teden. Skoraj prepričan sem. Tako kot so pri Trumpu našteli ne vem koliko 10.000 laži, prav tako dokazanih notoričnih laži, je Janša mojster za vzpostavljanje konfliktnih, ne mojster, to ni mojstrovina, to je rokovnjaštvo, se pravi za vzpostavljanje konfliktnih stanj, ki so mimogrede še protiustavna, kar se mi zdi, da to je. Se pravi, jaz bistvo problema vidim pravzaprav v predsedniku vlade. Ne bojo se spraševalo o motivih, pač pa o tem pravzaprav, kakšne so posledice tega zaostrovanja z Slovensko tiskovno agencijo. Treba malo potopiti v zgodovino. Slovenska tiskovna agencija je eden od stranskih produktov osamosvajanja Slovenije. Prva novica Slovenske tiskovne agencije je bila objavljena 20. junija 1991, torej tik pred razglasitvijo slovenske samostojnosti, tik pred začetkom osamosvojitvene vojne. Ena prvih novic objavljena na Slovenski tiskovni agenciji je bila napoved, kdaj bo slovesnost ob razglasitvi slovenske samostojnosti.
v isti sklop sodi recimo novica, kdaj bo se zgodil sestanek Slovenskega svetovnega kongresa. Slovenska tiskovna agencija je po eni strani pomemben servis medijske skupnosti. Medijska skupnost za to servisiranje tudi plačuje. Po drugi strani pa pomemben servis predstavljanja Slovenije v mednarodni javnosti, ker so naročniki storitev Slovenske tiskovne agencije, zlasti angleškega servisa, ne samo tuji mediji ali pa agencije, pač pa tudi diplomatska predstavništva. Jaz bi sam rekel, da Slovenska tiskovna agencija sicer ne moramo reči, da je neka državotvorna inštitucija, je pa eden od atributov slovenske državnosti, in to po eni strani tako zgodovinsko, kot po drugi strani vsebinsko. Kaj se zgodi, če ta servis umanjka, oziroma kdo je tisti, ki ga lahko nadomesti? Varianta A je verjetno ta, da pride do političnega prevzema Slovenske tiskovne agencije, varianta B, ki se kaže tudi kot neka realnost, je, da se ustanovi neko alternativno agencijo, ki bo potem javnost servisirala z alternativnimi dejstvi. Me zanima, kako ti sam gledaš na tole 30-letno pot Slovenske tiskovne agencije z vzponi, tudi s težavami, tudi z kakšnimi detajli, ki morda kažejo, da agencija ima probleme, ampak tako, če neka medijska hiša objavi 300 novic na dan, obstaja možnost, da med temi 300 novicami pride v javnost tudi kaj, ker je morda manj premišljeno. To niti ni pomembno. Napaki so povsod. Če bi primerjal število napak, ki jih STA naredi ali pa vlada, je potem to 1:100 ali pa 1000. Ampak STA dejansko, jaz se spominjam spred 30 let, ko sem sam vstopil tudi v medijski svet, to je v Sloveniji medijsko gledano ena najbolj profesionalnih in najbolj, kako naj rečem, kvalitetnih medijskih inštitucij. To je nekaj, na kar smo lahko ponosni, in predvsem nekaj, kar resnično rabimo. Ampak to zdaj nekako sploh ni predmet debate. Predmet debate je ekscesnost, komu v bolani pameti sploh pride na to bolano pamet, da to problematizira. To je ključno. Jaz sem se že skoraj majhen naveličal vsak teden obravnavati predsednika vlade kot nekega ekscesnega paglavca, ki mu je skozi treba jemati mero. Mogoče je pa prišel čas, da bi se v Sloveniji vprašali po nečem, kar bi bilo pravzaprav naša temeljna pravica davkoplačevalcev. Namreč ta gospod in njegova vlada živi od naših davkov. Oni se obnašajo, kot da oni denar delijo, jemljajo kulturnikom denar in rečejo, zato ker se ne obnašajo nepravilno, se postavlja vprašanje, ali so upravičeni do davkoplačevalskega denarja. To vprašanje zdaj lahko naslovimo na predsednika vlade in na celotno vlado. Ali so ti ljudje upravičeni do našega davkoplačevalskega denarja? Se pravi, v takih dejanjih, kot je problematiziranje Slovenske tiskovne agencije, menim, da ne. In mislim, da bi se lahko povsem legitimno, naj to ne zveni bogokletno, vprašali z vsem spoštovanjem, z vso spoštljivostjo, ali je mogoče za mentalnim zdravjem našega predsednika vlade vse v redu. Mogoče pa imamo zdravstven problem. Mogoče pa imamo problem, ko bi nekdo moral priti pred davkoplačevalce in pred volilce in pojasniti, ali niso morda nekatera ravnanja bolezenske narave. Mislim, ne govorim zdaj slabšalno in ne govorim obtoževalno.
govorim samo kot zaskrbljen državljan in nekdo, ki pripada medijskemu prostoru, v kateri se serijsko dogajajo tako nepotrebne, tako nelogične stvari in konec koncev tako patološke stvari, da se je treba morda na neki točki vprašati, kaj pa če tem dejanjem in takim držam botruje kaj več kot samo politična nagajivost, neozgojenost, poniglavost, rokovnjaštvo in podobne stvari, ki spadajo pač v zvrst nekega verbalnega obmetavanja. Ne. Spravi, to bi postavil mogoče prvič sploh, ne, kot neko realno možnost, ki je seveda lahko ovržena znanstveno in pa strokovno, mogoče pa tudi ne vemo. Ne. To je en del odgovora. Drugi del odgovora, ki gre pa onkraj pač te neke heretične misli, ki je samo, kot rečeno, nastavljena kot možnost, ne, bi pa postavil problem v podoben fokus, kot se je zdaj zgodil v Bruslju za tem madžarskim poslancem Jozefom, ne vem, kako se izgovori, ne, ki je eden od tvorcev sprememb ustave na Madžarskem, Orbanov osebni prijatelj, v zvezi z redefinicijo ustave, se pravi družine kot skupnosti moškega in ženske in z vso to idolatrijo in z vsem tem, kako ne rečem, spremnim ropotanjem okrog skupnosti LGTB in tako naprej. Ne. In kaj se je zdaj pokazalo? Ne? Pokazalo se je, da ne gre za konceptualne stvari, ampak gre za čisto politiko, ki je oblika najbolj izčiščene, kemično čiste hipokrizije. Ne. Se pravi, v drugem delu poskušam pokazati, ne, da imamo opraviti z politikami, ki ne verjamejo to, kar delajo, ampak delajo to zato, ker zasledujejo neke določene cilje, ki so v končni fazi ultimativno nedemokratične. Se pravi, človek, ki se udeleži gejovske orgije v času, ko je vsakršno druženje zaradi covida prepovedano, se izkaže, da je v bistvu eden od tvorcev proti LGTB-jevske ideologije na Madžarskem. In če to preselimo v Slovenijo, naj si vsak sam vpiše imena, naj si sam vpiše dogodke in analogije, ki jih je kar nekaj, ne, na koncu pokažemo, da gre za neke politike, ki so v bistvu racionalno programirane, in seveda zdaj soočimo ti dve dejstvi. Na eni strani imamo patološke pomisleke o patoloških ravnanjih, na drugi strani imamo pač pomisleke o strogo racionalnih ravnanjih, ki pa so hladne, premišljene in tako naprej. Ali pa gre za kombinacijo obojega, ne vem. Ampak to, kar se je zdaj zgodilo z STA, da še en vidik poudarim, ne, je oblika zastraševanja. Jaz sem bil pred 25 leti sam v koži, ko so me metali na cesto v medijih iz podobnih razlogov, s podobnimi neargumenti in tako naprej. In vem, kaj je to. Ogroziti družino, ogroziti socialno varnost človeka, ki ne samo, da nič ni delal narobe, delo je profesionalno po svoji vesti, najboljši vesti. Ne. Tam pa imamo celotno redakcijo, celotno medijsko kompozicijo, ne, katerih vsota novinarjev je odvisna od mesečnih prihodkov, toliko in toliko družin je odvisno od medijskih prihodkov in jim grozijo na tak način za izgubo eksistence iz političnih, tako ali drugače, političnih ali pa kakšnih drugih razlogov. Ne. To je ena najbolj zavržnih oblik političnega funkcioniranja. In se mi zdi, da če bi posvetila recimo 5 od srede do srede temu problemu, ne bi bilo preveč. Pomislek je izrazil, samega sebe si predstavil v vlogo davkoplačevalca. Jaz mislim, da tukaj delaš metodološko napako, da svoje bistvo, svoje jedro reduciraš na davkoplačevalsko funkcijo in pozabljaš, da nisi samo davkoplačevalec, pač pa si tudi državljan. Daj razširiti perspektivo, pa ne razmišljaj samo kot davkoplačevalec, pač pa kako na dogajanje okrog Slovenske tiskovne agencije gledaš kot državljan. Kot državljan, uvodoma, še enkrat, kot uvodoma ponavljam, pač dejstvo, da je
medijska svoboda ustavna kategorija. To, da je STA šla v samo korenino postajanja slovenske države, je en zelo lep podatek, rečem toliko boljše za njo. Dejstvo pa je, da gre za profesionalno dejstvo pa je, da gre za neko agencijo, ki je dejansko tudi servis nečesa, ima zelo podobno vlogo kot nacionalna televizija, ne? Ali pa nacionalni radio. Se pravi, ima vlogo, ko je po profesionalni dolžnosti dolžan pokrivati tudi tiste teme, ki so komercialno nezanimive in seveda obstransko tudi nevšečne oblasti. Ne? Državo se običajno enači z oblastjo, običajno. Ne? In ravno to je zmotilo vlado, ki ima sebe za državo, da je STA pokrivala tudi dele civilne družbe, ki oblasti niso všeč. To je ključno državljanskega principa. Ampak to, da se plačuje STA iz proračuna, ne, je pa davkoplačevalski argument. Vsaj strani predsednika vlade in oblasti je bil davkoplačevalski argument. Moj argument je pa samo obrnen. Tudi oni so davkoplačevalska postavka. Ne STA samo, ampak tudi oni so. Iz državljanske pozicije seveda pritrjujem temu dejstvu, ne, pa ne samo iz državljanske pozicije, ne, iz civilno-družbene pozicije. Civilna družba je nosilec države. Težišče države je postavljeno v umnega državljana in to ni zdaj tautologija, da je država vsota državljanov. Ne? To ni tautologija. Državljani dejansko sestavljajo državo, institucije pa predstavljajo državljane. Ampak to ponavljamo midva iz tedna v teden in jaz nimam nikakršnega upanja, da se bo ignorantskim poslancem zdajšnje koalicije to slučajno vtisnilo v vest, da ne rečem v razum. Oni so na eni strani, kot kaže, toliko politično pokvarjeni, da tega argumenta sploh ne vzamejo v obzir. Zakaj? Zato, ker jim ga ni treba. Zelo verjetno so pa tudi zadosti neizobraženi, da ne rečem kaj več, da sploh ne razumejo, kaj to pomeni. Zdaj, kje je rešitev? Ne? To vprašanje jaz nate naslavljam. Ne? Potem bom pa poskušal dati nek odgovor, ki ga ni. Ne? Veš kaj, mislim, če se zatečem k temu, da ponujam recepte na tankem ledu, na tankem ledu prestopa iz novinarskega, komentatorskega, uredniškega položaja v položaj političnega delavca. Ne? In tukaj lahko navržem samo hipoteze, klic k odgovornosti recimo poslancev, ki s svojim ravnanjem vendarle takšne postopke dopuščajo. Hkrati pa tako, več razmislek o drugačnih koalicijah je na mizi in tukaj je na poslancih, da ravnajo po svoji vesti. Vest pa je nekaj, kar je pravzaprav tisto, k čemer so presegli, ko so bili izvoljeni v državni zbor. Ja, tukaj je kleč, tukaj je bazični princip. Mediji so namenjeni temu, kot praviš, da na profesionalen način elucidirajo, osvetljujejo položaje, osvetljujejo vidike, perspektive in tako naprej. In natanko to mediji počnejo, oziroma mi, ki v njih delamo, počnemo. In STA je natanko del tega istega racionalnega pogona, ki se mu reče predstavljanje dejstev proti dejstev, predstavljanje interpretacij, tako da komentiranje je dovoljeno tudi interpretativno, je dovoljeno tudi v vseh legah, eventualno tudi v predlogih, bi jaz rekel. Je pa res, da to ni bazična naloga komentatorja, medijev ali komentiranja, ampak to je bistvo medija in mediji spadajo v jedro delovanja države in demokracije in družb nasploh. In ravno zato je treba biti ne samo neprizadet opazovalec, ko nekemu mediju, tako pomembnemu kot je STA, ali pa nacionalni televiziji, ali pa konec koncev Delu, Dnevniku, Večeru, komurkoli, oblast kot en mikrodel, zelo močan, ampak mikrodel družbene ureditve streže po življenju. In to počnejo non-stop. 30 let
postajanja slovenske demokracije je 30 let ogrožanja medijske svobode. Nalijmo si čistega vina. Ne? In pri teh stvareh ne vem, če se lahko pogledamo v ogledalo, če smo samo medijsko nepristranski opazovalci medijskega umora nekega drugega medija. Mislim, da je v tem primeru treba pokazati tudi neko določeno energijo. Ne? Najmanj, kar jaz popolnoma strinjam, da se ne sme zapustiti meja racionalnosti in meja ene določeno distanco je treba ohraniti. Ampak to ni vprašanje med vprašanji. To je približno tako, kot da bi v računalniku posegal v software. Ne? To je nekaj zelo temeljnega, nekaj zelo bistvenega in jaz mislim, da prav ravnajo zdaj recimo pri STA na nacionalni televiziji tisti novinarji, ki se ne pustijo prestrašiti in si na zalogo in da bi si na zalogo ugrajevali neko obliko samocenzure, se zatekli v neko ekvidistanco in ne prizadeto za to, da bi izgledali profesionalni in tako naprej. Jaz mislim, da je to preenostavna rešitev. Jaz mislim, da je tukaj kljub vsemu treba pokazati na dimenzije te zlorabe, naj se to sliši tako ali pa drugače. Hvala za tokrat. Naslednjo sredo nadaljujemo z razglabljanjem. Hvala. Živijo.